Spoštovane dame in gospodje, v dvorano prihajata predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, in predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, dr. Matej Accetto. Spoštovani gostje, dobrodošli na svečanem sprejemu, ki ga v nadaljevanju obeležitve 30. obletnice delovanja Ustavnega sodišča Republike Slovenije v samostojni državi gosti predsednik Ustavnega sodišča. Počaščeni smo, da se nam je na praznovanju te pomembne obletnice pridružil predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, ki ga vabim k nagovoru. Gospod predsednik, beseda je vaša. Spoštovani gospod predsednik Ustavnega sodišča, visoki gostje, dame in gospodje. Ko je bila 25. junija 1991 sprejeta in razglašena temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, rojstni list naše države, so se uresničile dolgoletne želje naših ljudi, da bi živeli v samostojni državi. V državi, v kateri bodo spoštovane in varovane človekove pravice in temeljne svoboščine, človekovo dostojanstvo kot temeljna vrednota pa bo v središču novega ustavnega reda. Na teh izhodiščih je pred dobrimi 30 leti začelo z delom Ustavno sodišče samostojne države. V njegovi 30-letni zgodovini se je zvrstilo veliko sodnic in sodnikov, sodelavkami in sodelavci, ki so se pri svojem delu potrudili naše ustavne norme prelivati v sodno prakso vsak dan. Kot najvišji varuhi in razlagalci ustave so skrbeli, da so se temeljne ustavne vrednote prelivale v pravni red, pa tudi v našo skupno zavest in hkrati zagotavljali spoštovanje človekovih pravic v povsem konkretnih življenjskih primerih.
Vsaka odločitev ustavnega sodišča ustavo preliva v življenje. Izjemno znanje in predanost mnogih generacij ustavnih sodnikov in sodnikov sta tako dala odgovore na preštevilna vprašanja o ustavnopravni skladnosti številnih predpisov, pa tudi posameznih sodnih odločitev. V 30 letih se je izoblikovala obsežna ustavno-sodna praksa, ki je podrobneje opredelila in obrazložila vrsto ustavnih načel in norm. Prav praksa ustavnega sodišča, vključno z ločenimi mnenji, je pomembno prispevala k uveljavitvi ustavnosti v naši samostojni državi. Gradila se je pravna država in njena ustavna demokracija. Sodnice in sodniki ustavnega sodišča ste s svojim delom Republiko Slovenijo pripeljali v evropsko družino sodobnih ustavnih demokracij. Spoštovani visoki zbor, ustavne norme in načela, njihova razlaga in uporaba so dinamične kategorije, odraz družbenega razvoja in njegovih vrednot. Za uveljavljanjem novih tehnologij, umetne inteligence in digitalizacije utegnejo nastati novi ustavnopravni izzivi in nove interpretacije nekaterih ustavnih načel. Hkrati, ali pa prav zaradi tega, se v naši družbeni in politični stvarnosti krepi potreba po doslednem in enakopravnem uveljavljanju vladavine prava za vse. Uresničevanje in varovanje človekovih pravic, državljanskih, političnih, ekonomskih, socialnih, kulturnih, do zdravja in izobraževanja, pa tudi pomen njihovega ravnotežja in morebitnih omejitev ob navzkrižjih med njimi ostajata temeljnega pomena. Samo doslednejše uveljavljanje vladavine prava in človekovih pravic vodi k več zaupanja v sodstvo v celoti in v več vere v njegovo neodvisnost. Ustavno sodišče nima vodilne vloge pri odločanju o ekonomskem in siceršnjem razvoju naše države. Mora pa imeti zadnjo besedo, odločilno besedo, glede spoštovanja ustavnosti in varstva človekovih pravic. Zato je tako pomembno vedno znova poudarjati nujnost doslednega spoštovanja ustavnega sodišča. Morda katere med njimi razburkajo in celo razdelijo tako pravno kot politično javnost. Odločitve sodišča razumljivo le naletijo tako na odobravanje kot na kritike. Vendar pa jih je potrebno spoštovati. Sodišča ni moč spoštovati, če sprejmeš in spoštuješ le tiste odločitve, ki so ti všeč. Tudi v današnjih razmerah je delovanje ustavnega sodišča bilo, je in bo pred pomembnimi izzivi. Pozdravljam njegova prizadevanja, da tudi v času kriz, kot jo je na primer povzročila bolezen COVID-19, niso bila ogrožena načela in standardi varstva in ustavnosti in človekovih pravic. V takih primerih je še posebej pomembno, da tudi ustavno sodišče predstavlja vzor. Vzor, kako je mogoče nasprotja obravnavati in demokratično razreševati v odprti in vsestransko kulturni razpravi in soočanju mnenj, glasovanju o skupni odločitvi in pri pisanju ločenih mnenj. Ravno zaupanje v visoko profesionalno sodišče in njihovo neodvisnost je osnova delovanja pravne države in temelj, na katerem se gradi zaupanje državljanov, da spoštovanje prava in pravne kulture pomeni tudi pot k njihovemu uspehu. Take vloge ustavnega sodišča ni mogoče uresničiti brez ustreznih pogojev za njegovo delovanje. Preobremenjeno sodišče ne more v celoti hitro in učinkovito izvrševati svoje vloge varuha ustave. Sodišče, ki se sooča s kadrovskimi in prostorskimi problemi zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev, tudi ne more biti povsem neodvisno. Spoštovani, obeležitev 30. obletnice delovanja ustavnega sodišča je tako primerna priložnost tudi za razmislek o morebitnih ustavnopravnih spremembah in o ustreznem ukrepanju zakonodajne in izvršne oblasti pri zagotavljanju primernih pogojev za njegovo delo. Sprejmite, prosim, ob koncu moje iskrene čestitke, ob vašem jubileju in zahvalo, iskreno zahvalo vsem generacijam ustavnih sodnic in sodnikov za vestno in profesionalno delo opravljeno v teh prelomnih 30 letih.
Prepričan sem, da bo Ustavno sodišče z uglednimi sodnicami in sodniki še naprej suvereno odločalo o najpomembnejših gradnikih naše pravne varnosti in demokracije. Da bo neodvisen in hkrati avtoritativen organ uglednih in neodvisnih ustavnih sodnikov, predanih vrednotam, ki jih vsebuje in varuje Ustava. In ki nas bo s svojim delom in vzorom nenehno opozarjalo, da sta spoštovanje pravne države in vzpostavljanje pravne kulture naša skupna skrb in odgovornost do nas samih in do generacij, ki prihajajo. Sprejmite, prosim, še enkrat mojo iskreno zahvalo in čestitke. Trio mladih glasbenikov, dijakov Škofijske klasične gimnazije iz Ljubljane, nam bo zaigral prvi in drugi stavek sonate številka 2 za 2 violini, katere avtor je francoski baročni skladatelj Jean-Marie Leclerc.
slavnostnemu govoru vabim predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, dr. Mateja Accetta. Gospod predsednik, beseda je vaša. Spoštovani predsednik Republike, spoštovana predsednica Državnega zbora, spoštovani drugi visoki gostje, nekdanji sodniki, sodniki rednih sodišč, Evropskega sodišča in vsi drugi udeleženci te obeležitve naše obletnice. Zgodila bi se naj že lansko leto, ko bi res lahko praznovali 30. obletnico delovanja Ustavnega sodišča. Še enkrat na kratko ponovim, kar sem rekel že pri strokovni razpravi. Žal je COVID tudi po tej plati posegel v naše načrte in zato z enoletno zamudo, ampak nič manj slovesno in nič manj pomembno, danes slavimo to obletnico. Konec lanskega leta sem v dnevu ustavnosti, s katerim smo obeležili 30. obletnico uveljavitve ustave, med drugim že dejal, da že tedaj, pred 30 leti, ustava ni bila razumljena zgolj kot cilj, ampak tudi kot sredstvo, ki ga je treba ustrezno razumeti, uporabljati in negovati. Enako velja tudi za Ustavno sodišče. Tudi Ustavno sodišče ni cilj, ampak zgolj sredstvo, ki ga je treba ustrezno razumeti, uporabljati in negovati. To v prvi vrsti velja za nas, člane sodišča, sodnike in sodne osebe, ki moramo svojo vlogo razumeti kot odgovornost, ne kot moč. Velja pa tudi za druge naslovnike, za nosilce političnih vej oblasti, za navsezadnje tudi posameznike, ki se želijo na Ustavno sodišče obrniti po pomoč pri razrešitvi svojih vprašanj pravne narave. Ampak če govorimo o pravu in Ustavnem sodišču kot sredstvo, se potem lahko takoj vprašamo sredstvo zakaj, čemu je namenjeno pravo. Pravna tradicija ustavnih demokracij pozna kot kandidata vsaj dve temeljni ideji. Prva, izražena v konceptu načela pravne države, postavlja v ospredje obveznost oblasti in posameznikov, da ravnajo v skladu s pravnimi pravili, ki jih naslavljajo, ki jim podeljujejo obveznosti in upravičenja. Po drugi, ki jo lahko poimenujemo pravni instrumentalizem, pa je pravo sredstvo za dosego želenih ciljev, orodje za uresničevanje družbenih interesov. Med tema dvema idejama je nekaj razlik. Prva predpostavlja, da ima pravo avtonomno vrednotno podstat, ki lahko tudi oblastnemu normodajnemu delovanju postavlja meje. Ta teza, ta ideja pritrjuje Tomažu Akvinskemu, Radbruchu in drugim, da nepravično pravo in nepravilno pravo ali zakon, vsaj onkraj določene mere neznosnosti, ni več pravo. Instrumentalistični pogled na pravo tej vrednostni podstati ne pripisuje enake teže, oziroma jo omejuje predvsem na postopkovne zahteve poštenega postopanja. Ker pravo odreka samostojne moralne oziroma vrednotne prvine, je v skladu s tem pogledom veljavna ureditev bolj odvisna od vsakokratnega spopada idej in večinsko opredeljenih družbenih interesov. Za nekatere opazovalce ti dve ideji sobivata nelagodno v medsebojnem trenju. In druga, razumevanje prava kot orodja za zasledovanje družbenih interesov, preti krniti pomen prve, vsebinskega spoštovanja načel pravne države oziroma vladavine prava. Ravno to, zagotavljanje ustreznega sobivanja obeh značilnosti pravnih tradicij, pa sam razumem kot eno osrednjih vlog Ustavnega sodišča in ustavo pri tem tisto vrednotno podstat, ki to sobivanje ureja, usmerja in nadzoruje. Ta naloga je težavna že tedaj, kadar med naslovniki ustave ni razhajanj glede vsebine temeljnih vrednot. Že tedaj namreč ni dovolj, da na načelni ravni deklaratorno priznavamo pomen temeljnih vrednot, kot so izražene v načelih demokracije, pravne države, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ampak moramo, če prisluhnemo avtorjem od Maimonida do Weilerja, premoči in negovati tudi vrline, s katerimi te vrednote udejanjamo v praksi. Še bolj pa seveda pride do izraza tedaj težavnost te naloge, kadar si vrednote stojijo nasproti.
kadar gre za trg različnih pravic ali pravic z družbenimi interesi, ki sicer tudi seveda imajo lahko svojo legitimno izrazno moč. V teh primerih morajo vsi nosilci oblasti, vsi nosilci, če se spomnite strokovne razprave in intervencije sodnika Testena, pri svojem delovanju med njimi iskati ustrezno ravnovesje. Ko gre za zahteve ustave, pa je končni razsodnik o tem Ustavno sodišče. In to seveda velja še toliko bolj v kriznih trenutkih. V trenutkih, ko je sobivanje teh vrednot in prepoznanih interesov najbolj nelagodno. Mogoče je trditi, da je ravno od tedaj iskanje ustreznega ravnovesja najpomembnejše, saj načela ustavne ureditve niso zapisane za trenutke, ko je spoštovanje pravic enostavno, ampak ravno za tiste trenutke, ko je težavno. V takih trenutkih je pravna država najbolj na preizkušnji, pomen vloge pristojnih institucij, ki jo varujejo, vključno z vlogo Ustavnega sodišča, pa najbolj izrazit. V zadnjih 2 letih je tudi v tem oziru epidemija in z njo povezano delovanje seveda pomenilo pomembno preizkušnjo za delovanje pravne države. O tem smo v zadnjih 2 letih slišali veliko, tako da tu ne bom ponavljal tega, razen morda v toliko, da povem, da tudi v tem pogledu Ustavno sodišče seveda ni osamljeno v Sloveniji, ampak je delilo usodo s številnimi ustavnimi sodišči drugih držav. Tako po obremenitvi s pripadom, kot po implikacijah potrebe po odločanju, vključno z napadi, tako zavest o pomenu pravne države, kot pomembnega podstati delovanja državnih redov, kot pristopi ustavnih in drugih sodišč k reševanju teh vprašanj, pa tudi kritičnih odzivov strokovne, politične in laične javnosti, so bili povsod po Evropi in širše prisotni v izraziti meri v teh zadnjih 2 letih. Tu bi vendarle rad govoril še o drugem delu te razprave prej, in to je, kako reševati vprašanje pripada. To, kot vidite, kot ste slišali na razpravi, je vprašanje, s katerim se zelo ukvarjamo na Ustavnem sodišču in ki se v največji meri seveda tudi dotika vprašanja dostopa posameznikov do ustavnosodnega varstva in do Ustavnega sodišča. In pri tem vprašanju se lahko vrnemo k izhodiščnemu vprašanju, čemu pravo, in ga vprašamo, izrazimo to vprašanje tako. Naj pravo stremi k temu, da posameznikom privzgaja želene vrline, ali naj jih zgolj varuje pred kršitvami njihovih pravic. Skozi zgodovino se je najprej ali pa zelo pogosto izrazil predvsem poudarek na varovalni funkciji prava. Tako je recimo mogoče razumeti italijansko načelo, vsebovano že v Hammurabijevem zakoniku, pa tudi v Stari zavezi, kot pomembnem delu kulturne dediščine našega prostora. Kot pravi v Genezi Noetova zaveza po vesoljnem potopu, od vsakogar bom terjal račun o življenju njegovega brata. Če kdo prelije človeško kri, bo človek prelil njegovo kri. To je sporočilo, ki osrednjo pozornost posveča varstvu posameznikov pred kršitvami. Oko za oko, zob za zob. Ne zato, da bi nasilje spodbujali, ampak da bi ga spretne sankcije preprečevali. Pa tudi v tem oziru, da bi s sorazmernostjo kazni za kršitev preprečili začarani krog vedno novih poročilnih ukrepov, s katerimi bi ljudje pravico jemali v svoje roke. In da se to ne bi zgodilo, potrebujemo ustrezne mehanizme, ki zagotavljajo varstvo njihovih pravic. S tem se spomnim na Cankarjevega hlapca Jerneja, ki zaman išče svojo pravico. Ne povsem brez zadržkov, med drugim zato, ker lahko ob njegovi omembi kdo še vedno vleče vzporednice s predstavo o Slovencih kot narodu hlapcev. Čeprav sam povsem sledim mislim pokojnega profesorja Sergeja Vilfana, ki v svojih besedilih takšna stališča kritiziral ter poudarjal in lepo dokazoval s svojimi deli, da je historično gledano slovenski narod po vseh merilih povsem normalen narod. A vendarle je zgodba povedna. Hlapec Jernej zaman išče svojo pravico na vseh mogočih krajih in pri vseh mogočih sogovornikih, od otrok v vasi do sodnikov v mestu, na koncu celo spet neuspešno v prestolnici. V tem ni bil podoben Kafkinemu možu s podeželja, ki vdano celo življenje čaka pred vrati postave in šele tik pred smrtjo izve, da so bila ta vrata namenjena prav in zgolj njemu. Ne, hlapec Jernej se ne vda, se dolgo ne vda. Kot kmalu na začetku tudi sam pove, nič na vrata usmiljenja, na vrata pravice trkam, da se mi odpro na stežaj.
A vendar tudi on, kljub vztrajnemu trkanju, svoje pravice ne najde. Je današnja stvarnost drugačna od njegove? Mogoče je trditi, da v marsičem je, tako postopkovno kot vsebinsko. Težko bi bilo reči, da je bil Hlapac Jernej deležen poštenega postopka, kot da nima pravice biti slišan. Postopkovnih jamstev, ki so danes v ospredju temeljnih pravic in ki so bila ena pomembnih rdečih niti odločitev Ustavnega sodišča vse od 90-ih let naprej. Gotovo v tem postopku ni bilo ustrezno spoštovano njegovo dostojanstvo, ki danes kot temeljno izhodišče prežema malodane ne vse človekove pravice. Tudi po vsebini so Jernejevi sogovorniki izhajali iz trdosrčnega pojmovanja lastnine, ki je danes bolj niansirano, saj že Ustava zapoveduje zagotavljanje njene gospodarske, socialne in ekološke funkcije. Končno ima prav v tem smislu danes posameznik na voljo sredstev, ki ga Hlapac Jernej ni imel, da bi lahko izpodbijal tudi ustreznost pravne ureditve kot take, ne zgolj konkretnih odločitev v njegovem primeru. Čigava je jablan v iskanju pravičnega sodnika, sprašuje Jernej, ali tistega, ki jo je sadil in cepil, ali pač tistega, ki je klatil jabolka, ko so dozorela. Danes ima posameznik možnost, da s pobudo pred Ustavnim sodiščem doseže tudi oceno ustavnosti ali zakonitosti predpisov, katerih protipravnost zatrjuje. To seveda še ne pomeni, da mu bo odgovor vedno po godu. Možnost, da ga pridobi, pa ima. V tem oziru posamezniki svojo vlogo potrjujejo tudi drugo plat pomena sodnega varstva, kot institucionalne vesti, ki naj ohranja in krepi temeljne vrednote in vrline skupnosti. Tudi te se s časom spreminjajo. Morda tudi Hlapac Jernej ne bi zlahka razumel, da lastnik pri razpolaganju svojo lastnino ni povsem prost, ker ga denimo omejujejo zahteve varstva okolja in ohranjanja narave ter prek njih odgovornost do prihodnjih generacij. Ta razvoj ni odvisen zgolj od pravnega urejanja in še manj od odločitev Ustavnega sodišča. Brez pomena, povsem brez pomena zanj pa niso. Tu moramo biti tisti, ki verjamemo v pomen ustavnosodne presoje in pravne ureditve, optimisti v duhu misli Martina Luthera Kinga, mlajšega, ki je nekoč v kontekstu odnosov med rasami dejal nekako takole. Pravo ne more spreminjati človekove narave, lahko pa spremeni njegove navade. In prek navad lahko morda počasi spremeni tudi njegove poglede. Tudi to je dragocena kakovost vloge Ustavnega sodišča, ki je v zadnjih 30 letih obrodila številne dragocene sodove. A vendar je Ustavno sodišče delno tudi talec tega svojega uspeha oziroma njegovega pomena, ki se kaže v velikem, prevelikem pripadu. S tem se seveda podaljšuje poprečni čas odločanja in za večino prizadetih posameznikov pomeni vse bolj in včasih gotovo že predolgo čakanje na končno razrešitev spornih pravnih vprašanj in razmerij. Po drugi pa tudi krni poslanstvo Ustavnega sodišča, ki bi moralo biti tudi po mojem mnenju, da predvsem postavlja precedenčne standarde varstva, ustavnosodnega varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter slovenske ustavne ureditve. V želji, da bi Ustavno sodišče varstvo lahko nudilo vsakomur, se lahko ohromi do te mere, da ga vsaj v razumnem času ne bo moglo skoraj nikomur. In ravno zato že ducat let in več naši predhodniki in mi razmišljamo o teh rešitvah, o katerih smo danes tudi že govorili. Povsem za konec tega govora pa se želim vendarle še enkrat ozreti v sedanjost in preteklost. Rezultati 30-letnega delovanja Ustavnega sodišča so plod dela številnih posameznikov. V imenu sodišča sprejemam zahvalo in čestitko predsednika Pahorja iz njegovega slavnostnega govora, za katerega se mu še posebej zahvaljujem. Ta zahvala na simbolni ravni lahko najprej naslavlja predsednike Ustavnega sodišča, ki so ga skozi vsa ta leta predstavljali. In kot njihov naslednik se tudi sam pridružujem poklonu in zahvali njim. Ampak hkrati se pa seveda vsi dobro zavedamo, da je ob vsakem predsedniku ves čas delovalo še po 8 ustavnih sodnikov in generalni sekretar, poleg njih pa še številni svetovalci in druge sodne osebe, ki so skupaj skrbeli in še skrbijo za to, da Ustavno sodišče lahko deluje. Ta hip je na Ustavnem sodišču skupaj 77 sodnih oseb. Od teh nekatere že z dosti daljšim pedigrejem od aktualnih ustavnih sodnikov. Kot razumem, 3 med njimi, ki pa jim bom ta hip prihranil izpostavitev z imeni,
celo od samih začetkov delovanja Ustavnega sodišča v novi dobi oziroma celo še nekaj dlje. Brez vseh teh sodelavk in sodelavcev, tudi tistih, ki sedaj delajo drugje ali ki jih žal ni več med nami, Ustavnega sodišča ne bi bilo. Današnja slovesnost je v veliki meri tako tudi prav njihova oziroma za tiste, ki ste tu z nami, vaša slovesnost. Skupnost sestavljajo posamezniki in še toliko bolj institucijo sestavljajo posamezniki. Na vseh nas je tako odgovornost, da jih negujemo še naprej in da si k temu zavezamo še naprej prispevati. Hvala lepa za vašo pozornost. Program nadaljujemo z glasbenim nastopom dijakov Škofijske klasične gimnazije, tokrat z avtorsko skladbo njihovega člana Jana Trilerja z naslovom Pomladni svit.
Spoštovane dame in gospodje, s tem je uradni del programa obeležitve 30. obletnice Ustavnega sodišča zaključen. Vljudno vas vabimo v avlo Kongresnega centra, kjer je za vas pripravljena pogostitev in kjer se bomo lahko družili ob glasbi dijakov Škofijske klasične gimnazije in člana slovenskega okteta, gospoda Janeza Trilerja.